Kmetijsko-gozdarski zavod Slovenije, Zavod Murska Sobota je skupaj s partnerji izvedel zaključno konferenco projekta Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig. Konferenca je potekala na socialni kmetiji Korenika v Šalovcih pod naslovom Priložnosti in pasti neposredne prodaje kmetijskih izdelkov in pridelkov. Damjan Jerič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota je predstavil program in dogajanje. Danes načelno zaključujemo projekt, v okviru katerem smo se ukvarjali za neposredno prodajo na kmetijah. Dejansko ugotavljamo, da ta res neposredna prodaja ni fej zastopana na kmetijah, govorimo o 3 do 5%, mogoče nekih območjih tudi lahko 10% kmetij, ki prodajajo na ta način, vendar je pa za določene segment oziroma kmetije to tudi lahko zelo zanimivi način prodaje svojih proizvodov. In v okviru celotnega tega projekta smo se ukvarjali z tem in kot glavni rezultat tudi tega projekta je en priročnik, v okviru katerega smo hoteli zbrati informacije, da kmetije, ki želijo ali pa ki mislijo, da bi se lotevali tega načina prodaje, ali pa tudi tisti, ki so se že lotili, da dobijo neke informacije. In zato tako bo tudi sestavljena ta zadnja predstavitev. Dejansko ne bomo govorili o teoriji, bomo predstavili 5 kmetij, ki so bile vključene v projektu in bodo povedali svoje zgodbe. In to se nam zdelo tudi najpomembnejše, te zgodbe bodo tudi predstavljene v okviru tega priročnika. Hoteli smo, ko smo že nastavljali projekt, smo hoteli pokriti različne tematike, različne zgodbe, pa predvsem smo iskali dobre zgodbe. Dejansko imamo Primorsko, Gorenjsko, Štajersko, Prekmurje. Dejansko smo pokrili kar neki del Slovenije in zbrali smo dobre primere. In to bo tudi danes zanimivo, tisto, da bomo se pogovarjali o tem, kako je Kerry to reševal in kako je njegova zgodba, kako je on dejansko še zdaj v času covida, kako je reagiral. In imamo zanimive zgodbe, eden je tak, drugi tak in tukaj, ko to skupaj predstaviš ali pa se začneš pogovarjati, vidiš pač posamezne rešitve tudi za druge kmetije. Čemu in komu je namenjen priročnik, je pojasnila urednica magistra Tatjana Čop. Ja, naš priročnik je namenjen, v bistvu je eden od ključnih rezultatov tega projekta. Naslov je tak, kot je projekt in sicer namenjen je pa v bistvu temu, da pomaga kmetijam, ki se odločajo ali pa so na začetku, ali pa tudi tiste, ki že nekaj časa delajo na področju neposredne prodaje, da izpopolnijo svoje izdelke, načine prodaje, komuniciranje s kupci, promocijo. Se pravi, vse, kar se dotika neposredne prodaje izdelkov in pridelkov s kmetij. S tem, da smo rekli, da se bomo izogibali težki teoriji, ampak ker smo v glavnem sami praktiki tudi notri vključeni v projekt in kasneje v delo na priročniku, smo se odločili, da bo nekako na tak način, kot je vodič, ko greste v kakšno novo mesto, lepo, veliko, potrebujete en vodič, da se znajdete, ampak potem greste pa tiste male skrivne poti, pa sami iščete. Tako da na ta način smo tudi mi, da damo osnovne stvari iz prakse in da v bistvu odpremo ljudem razmišljanje pa o njihovih lastnih kmetijah, lastnih zmogljivostih, izdelkih, načinu prodaje. Ena zadeva je to, da bi rekla, mali podjetniki sigurno se lahko tudi najdejo, ker to je sicer pisano za kmetijsko področje, ampak so neke stvari, ki veljajo za vsakega, ki je majhen, bom rekla, ali pa srednje velik in se začenja ukvarjati s podjetništvom ali pa nadaljuje neko pot staršev ali kakorkoli. Zdaj, za širšo populacijo pa tako, tisti, ki želijo malo bolje razumeti, bo zanimivo, ne pa vse, ker so tudi zelo take specifične teme, kot je oblikovanje cene, kako vladati investicijo, kako urediti prodajni prostor. In nam je pa ključna ena zadeva, da smo v vsem tem razmišljanju ves čas pošteni do kupcev. Mi vedno govorimo, to je partnerstvo. Partnerstvo med proizvajalcem in kupcem in v partnerstvu moraš biti pošten. Tudi doma s partnerjem moraš biti pošten. Tako da pač to se mi zdi tudi, da bojo lahko tudi potrošniki, če bojo vzeli to v roke, bojo tudi videli, da je to taka prodaja, sigurno ni tista, ki bi nekaj skrita bilo, ker se ne moreš skriti. Ti stojiš za tem svojim izdelkom, pridelkom, tam si z imenom, priimkom svojo kmetijo, zemljo,
živalmi, sadovnjaki, karkoli in nimaš kam se skriti ali pa zginiti, ne, čez noč, kot kakšna podjetja zginejo. Tako da to je res pač področje, kjer se lahko res ta pravi partnerski odnos z kupci vzpostavi. Eden od primarnih ciljev nacionalne kmetijske politike ter tovrstnih projektov je skrajšanje dobavnih verig od pridelovalcev do končnih kupcev. Koliko nam to v zadnjem času uspeva? Vpliv pa izboljšave so izjemne v Sloveniji, kar se tiče neposredne prodaje s kmetij. Na politiko bi težko rekla, ker kadar je to všečno, se to govori, potem se malo pozabi, pa je spet všečno in tako naprej, ne. Ampak meni se zdi bistveno tudi vsem, ki smo v to vključeni v pospeševanje neposredne prodaje, to so tudi svetovalke po celi Sloveniji ali pa so tudi svetovalci, sami kmetje, tudi drugi vključeni. Bistvo nam je to, da se stvari res grejo naprej, da ljudje iščejo nove načine prodaje, nove izdelke, izboljšujejo komuniciranje, razumejo potrošnika lažje in potem tudi potrošnik bo lažje njih razumel, ne, in si zagotovijo mesto na trgu, da niso več odvisni od velikih odkupovalcev in da tudi vidijo, da marsikaj se da, čeprav včasih izgleda že slepa ulica, ne, pa je češ drugega se pobrneš, pa greš po drugi ulici, ne, če ne gre drugače. Jaz vedno tako tudi razmišljam, manj ko je rok vmes, boljše zame. Tako da najraje, seveda najlepše, če lahko sam utrgaš in poješ, pa ker tega nimajo možnosti, večinoma ne ljudje, je pa potem skrajšati to verigo. Pa tudi še nekaj zelo pomembno, pogovarjati se, ker trenutno je to tako v tem današnji družbi, ko vsi vse vejo, ne, da ni pravih informacij iz stroke, pač pa na ta način pa lahko neposredno vprašajo proizvajalca vse, kar jih zanima o hrani. In naši kmetje so danes že zelo izobraženi in zelo polni informacije, si pridobivajo tudi nova znanja o njihovih izdelkih. Na zaključni konferenci so partnerske kmetije predstavile neposredne prodaje kmetijskih izdelkov in pridelkov, kot na primer predelava mesa in neposredna prodaja mesnih izdelkov, ekološka pridelava in neposredna prodaja zelenjave, vinarstvo, neposredna prodaja vina in degustacije, ekološka pridelava ter prodaja preko turizma na kmetiji. Predavatelj Tomaž Cr pa je predstavil temo Trendi v razvoju izdelkov. Ob robu dogodka je povedal: Izdelki so tisti v bistvu osnovni nosilec podjetniške ideje na kmetiji. Z njim se predstaviš, z njim pridobivaš kupce, obstaneš na trgu, izzivaš konkurenco in v bistvu v zadnjem času so se trendi premaknili v precej zanimive smeri. Na eni strani v že pripravljeno hrano, se pravi, da nam prihrani čas kuhanja, recimo že kuhan krompir, kuhana pesa, repa, potem očiščena solata in tako naprej, zrezki v marinadi. Potem v drugih smerih grejo pa to, da poizkušajo dodajati neke stvari ali pa odvzemati. Na eni strani dodajajo neke stare ali pa moderne sestavine, stare kot so konoplja, komut, pira, ali pa nove, tako imenovane superživila, goji, jagode ali pa kurkuma in tako naprej. Naslednja zadeva, kjer je nekako so vidni trendi, je, da se določenim izdelkom dodajajo druge sestavine, ki ponavadi tam niso bile. Recimo zelo je popularno dodajati bučna semena, da vemo, da imamo salame in tako naprej, potem čili v vinu, v čokoladi, vse posod, potem so tukaj še tartufi, tako da dodajanje nekih stvari. Potem je pa odvzemanje, se pravi z manj ali pa brez soli, brez maščob, brez glutena in tako naprej. Tako da tukaj pa stvari odvzemamo. Trend je seveda tukaj še vegetarijansko-vegansko. Vidimo, da smo dobili v Sloveniji prvo slovensko klobaso oziroma polisalamo, ki je iz graha. Tako da enostavno z nekimi inovativnimi idejami, ki jih vključujemo v naše izdelke, imamo prednost pred konkurenco in zato smo lahko bolj uspešni. Sploh neposredna prodaja je, kjer v bistvu moraš biti zelo pazljiv. Ti si v bistvu odvisen od kupcev, ki se vračajo.
Če pa se zavedamo, da se kupci vračajo, moramo z njimi ravnati zelo previdno. Moj nasvet je vedno, da se moramo do kupcev obnašati tako, kot želimo, da se drugi prodajalci obnašajo do nas. In šele, ko jih navežemo, ne sme prihajati do nesporazumov. Nesporazume absolutno moramo nekako reševati v korist kupca, zato da ohranimo svojo bazo in poskušamo skozi dober glas pridobiti še druge. Vsebinskemu programu zaključne konference sta sledila degustacija izdelkov partnerskih in drugih kmetij ter čas namenjen za izmenjavo izkušenj. Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020.